AMZS, idealna linija na prvi dirki sezone minimota, skuterjev in mini GP-ja za točke državnega prvenstva. AMZS, idealna linija, je spremljala tudi prvi dve preizkušnji svetovnega prvenstva v motokrosu. Tim Gajser dvakrat drugi, Jan Pancar do prve točke. Bili smo tudi na zadnjem treningu ljubljanskih spedvejistov na stezi v Zgornji Šiški. AMZS Center kartinga in motošporta v Slovenji vasi je odprl dirkalno sezono na domačih tekmovališčih. Preizkušnje v minimotu na skuterjih in v mini GP-ju so štele za točke državnega prvenstva. Vozniki v supermotu pa so se merili za pokalno prvenstvo. V sklopu tekmovanja je AMZS obeležila Svetovni dan varstva okolja, ki je bil 5. junija. Predsednik Krovne zveze za karting in motošport Anton Breznik je z odličnim cestno-hitrostnim dirkačem Markom Jermanom in nekdanjim evropskim minimoto prvakom Janom Poropatom ter s 3 mladimi motošportniki prihodnosti posadil 3 drevesa. To dejanje se mi zdi simbolično, zelo pomembno, da zelo jasno pokažemo, kako smo naravnani in da nam je mar za naravo. Ja, narava, da jo ohranjamo, je pomembna, saj s tem bodo tudi naši sinovi in prihodnje generacije lepše živele. V vseh kategorijah so udeleženci pokazali, da so kljub dolgemu premoru, ki ga je povzročila pandemija koronavirusa, dobro pripravljeni in željni bojev na asfaltnih stezah. Na skuterju je bil najhitrejši Klemen Švara. V članski kategoriji v minimotu pa sta oster boj za zmago bila Jan Poropat in Etienne Kantar Božič. Slednji je bil na koncu hitrejši. Enej Krševan je zaznamoval kategorijo mini GP. Njegov mlajši brat Tijan pa je bil najhitrejši v razredu minimoto otroci 1. Med malce starejšimi v razredu minimoto otroci 2 je na najvišji zmagovalni stopnički stal Matija Kodarin. Zelo zanimivo je bilo tudi v pokalnem prvenstvu v supermotu, v katerem je domov najbolj zadovoljen odšel Nejc Kržič. Najboljši motokrosisti so se v začetku marca pomerili na 2 preizkušnjah, ki sta šteli za točke svetovnega prvenstva. Aktualni svetovni prvak razreda MXGP Tim Gajser, ki vozi z licenco AMZS, je imel v hladnem in neprijetnem vremenu v Metterley Basinu obilo smole. V prvi vožnji je že v 3. ovinku padel, se nato pobral in s 30. mesta nadaljeval lov za tekmeci. Do konca se je uspel prebiti do 6. mesta. V drugi vožnji je nato Gajser odlično začel ter tekmecem hitro pobegnil. Tokrat si napak ni privoščil in je skozi cilj pripeljal na 1. mestu z zajetno prednostjo. V skupnem seštevku je osvojil 2. mesto. Na najvišji stopnički na odru za zmagovalce je stal Jeffrey Herlings. Drugi slovenski predstavnik na dirki za veliko nagrado Velike Britanije, Jan Pancar, v razredu MX2 ni prišel do točk. Le teden dni pozneje je bila na Danžena na Nizozemskem na sporedu druga dirka sezone. Mehka mivka na progi Valkenswaard je krojila že kvalifikacije, v katerih je Tim Gajser zaradi okvare elektronike na motorju zasedel šele 33. mesto. Dejansko sem bil zelo razočaran, saj sem do tistega trenutka, ko mi je motor crknil vodo, malo nesreče, bom rekel. A slovenski motokros šampion se ni predajal. Z izjemno predstavo je v prvi vožnji na dirki navdušil vse prisotne. V zelo zahtevnih vremenskih pogojih, pri samo 4 stopinjah Celzija, je že v prvem krogu ujel tekmece, jih prehitel ter se ni pustil več presenetiti. Ciljno črto je prečkal prvi. Dejansko sem takoj naredil pase na 1., 2. krogu in sem imel čisto progo pred sabo. Jaz sem res lahko odpeljal, tako znam. V drugi vožnji Gajserju ni šlo vse, kot si je zamislil. Pred domačim občinstvom je bolje štartal Jeffrey Herlings, Gajser pa si je v lovu nanj privoščil več drobnih napak. Za nameček se je malce pred ciljno črto še zvrnil čez krmilo v zadnjem krogu, a k sreči brez posledic. Tudi tokrat je na odru za zmagovalce stal tik pod vrhom. V razredu MX2 je tekmoval Jan Pancar. Z zahtevne preizkušnje na Nizozemskem se je domov vrnil zadovoljen s prvo točko sezone svetovnega prvenstva.
28. maj 2020 je dan, ki se bo globoko zarezal v duše ljubiteljev speedwaya. To je namreč datum, ko so na stadionu Ilirije v Zgornji Šiški zadnjič zahrumeli motorji v ovalu, ki je bil narejen za speedway pred 57 leti. Skupno je bilo na tem dirkališču kar 187 različnih dirk. Prva je še vedno v spominu. Jaz se jo dobro spomnim leta 63, 9. junij, ko je bila tukaj mednarodna dirka. Zdaj bodo ostali le še spomini, saj se je Avtomoto Touring klubu Ljubljana iztekla najemna pogodba z Zvezo športnih društev Ilirija, ki je lastnik športnega parka. Ja, žalosten sem že nekaj časa. Zelo hudo. Ja, predvsem ne, tukaj sem preživel 36 let, skoraj vsak četrtek, pa še kaj dan vmes. Je pa seveda ne, to žalostno v prvi vrsti ne, za speedwayiste, za fante, ne, ki trenirajo. Žalostno je to za funkcionarje, športne funkcionarje in delavce. Številne generacije so z velikim entuziazmom bogatile slovenski in ljubljanski speedway, ki je tako izgubil domicil. Ta proga, ki je tu, seveda ni v lasti MTK-ja, imajo odnose z lastnikom in mislim, da tudi vsi ti odnosi, ki so, niso bili, bi rekel, korektni. Z tega stadiona smo pač mogli iti dol, ker nismo bili lastniki, ne, zdaj pa, kar se samih treningov tiče, smo pač mogli znajti z našimi klubi v Sloveniji. Značilnega vonja metanola v glavnem mestu ne bo čutiti kar nekaj časa. Morda bo pa žalostna tudi Ljubljana, kajti saj zaenkrat ne bomo mogli več ne poslušati, ne reči speedway v Ljubljani. Speedway, speedway v Ljubljani. Vsekakor ima AMZS tudi precej za storiti na tem področju, predvsem koordinacijo z klubi, ki še te stvari peljejo z infrastrukturo, ki še je na razpolago, da jo seveda v tem prehodnem obdobju lahko koristijo tudi vozniki iz Ljubljane. Po novi stezi se že govori kar nekaj leta, ne? Tu vsi načrti pa te so bili že predani naprej. Najbolj steza v Podgorici skupaj z mestom Ljubljana in AMZS debrifinali zdaj, koliko je od tega, kako bo ta realizacija. Mislim, če bi skupaj šli, bi se verjetno najdla prava varianta. Ne? Mi se bomo še naprej trudili, ne, da imamo voznike, da imamo odlične voznike, da jim pomagamo, da smo del speedway zgodbe, nažalost pa ne več na stadionu v Zgornji Šiški. Speedway, speedway v Ljubljani. V naslednji AMZS idealni liniji več o prvih dveh dirkah državnega prvenstva v motokrosu, ki bosta v Stranski vasi pri Semiču in v Mačkovcih, ter o uvodni preizkušnji za točke državnega prvenstva najboljših voznikov triala v Lukovici.